Govorili bomo o izobraževanju starejših. Zakaj naj se sploh starejši izobražujejo po upokojitvi? Koliko je teh ljudi po upokojitvi v Sloveniji? 670 tisoč, se pravi tretjina Slovencev. Govorimo o tretjini Slovencev. Ne vem, če se kdaj zavedamo, kaj ta starajoča družba pomeni. Starajoča družba lahko povzroča velike strahove, če jo ne razumemo prav. Dolgoživa družba je pridobitev razvoja, ni spodrsljaj razvoja, ampak iz te dolgožive družbe moramo neke profite, nekaj narediti, ne mislim kapital, ampak kvaliteto življenja, kvaliteto odnosov, javnost, ustvarjanje, delo, sodelovanje. Danes Evropa zelo podpira vseživljenjsko izobraževanje, podpiramo vključujočo družbo, inclusive society, kar pomeni, da apeliramo, da v tej dolgoživi družbi živijo vse generacije. Na drugi strani pa delujejo stereotipi, predsodki o starejših. Ko pa ljudi izločimo, takrat, ko se upokoji, je izločen. Jaz gledam med našimi študenti na Univerzi za tretje življenjsko obdobje, kako doživljajo ta prehod še danes, žal še danes. Že 38 let to poslušamo. Sem bila kirurg, sem bila na onkologiji, do zadnjega v mesecu sem imela operacijsko sobo, paciente, operacije, urnik, prvega naslednji mesec sem upokojenka. Zgubim poklic, nimam več urnika, padem v praznino. Soočeni smo z ogromno svobodo, ampak z ogromno učenja. Z ogromno učenja. Stari ljudje se moramo veliko več učiti, mogoče kot prej v mladosti, ali pa, ko so nam odrasli povedali, kaj naj delamo, ali moramo pa sami odkrivati in se raziskovalno učiti tudi v tretjem življenjskem obdobju, čeprav nam poleg službe, kariere zmanjkuje časa. V tretjem življenjskem obdobju pa smo ljudje prepuščeni lastnemu učenju in lastnemu delovanju. Človek je družbeno bitje, človek v samoti propada, človek, ki ne more biti konstruktiven, ki ne more ustvarjati, lahko en vrtiček, lahko popravljaš eno sobo, eno hišo, lahko pišeš knjigo, lahko si dobiš neko delo honorarno in se temu posvetiš, lahko pa slikaš, ne vem, različne stvari, ampak če nimaš nekaj, kjer kot človek ustvarjaš, tako pravi Erich Fromm, večkrat potrdi to v svojih delih, če nisi konstruktiven, si destruktiven. In koga naj bi upokojenci v svojih garsonjerah in domovih v osami destruktivno delovali, koga naj bi uničevali, če tako rečem. Kje naj bi povzročali ta razpad in ruševine, nikjer nimajo nobene vloge, ko so družbeno izločeni. Seveda uničujejo sebe. Še ni bolan, ampak najbrž bom bolan in se prepriča, da je bolan in potem je res bolan, ima vsaj nekaj, kjer lahko gre legalno v zdravniku, v čakalnico, v zdravstveni dom, ker drugače ne vem, kje bi se lahko pojavil pri svojih 85 letih še, da te ne bi malo po strani gledali. Nikakor ne na medijih ali v javnih občilih, da bi nam objavili kakšne članke in tako dalje, da ne naštevam. A vidite, kaj to pomeni? Pridobili smo en ogromen del človeškega kapitala. Kapital je podlaga danes vsake skupnosti, vsake države, vsake mednarodne skupnosti, vsake lokalne skupnosti, vsakega podjetja, vsake družine. S kakšnim človeškim kapitalom razpolaga neka družina? Toliko je močna. Znanje je moč. Danes, če kdaj, danes to velja. Zdaj poglejmo na en način reakcije, ki so še vedno zunaj pod vplivom stereotipov, gledanja, kaj je to starost in tako dalje. Nas, stari, kako čutimo, da smo izključeni? Stari so spregledani, starih ne vidiš več, percepiraš, ampak vidiš, da je to en star človek, to ni nič, ne? A pa vidiš, da je za stara ženica, to ni nič, kot da ne obstajamo. Recimo, če grem kdaj v dialog, v medgeneracijskem sodelovanju, pa postavi neko vprašanje, ki me zanima, čisto strokovno, ta, ki odgovarja, ne odgovori meni, ne gleda mene. Slišal je moje vprašanje in na moje vprašanje odgovor se obrne k mlajši kolegici in mi pove to, kar sem vprašala.
Ne? A vidite, v kakšnih včasih podzavestno, absurdno držimo nov svet, ki ga poznamo, se vendar vemo, kdo so stari ljudje in se držimo te paradigme stare, da star človek je bolan, osamljen, tiho, depresiven, siten, bolan in stalno moraš biti dežurno bolan. To ni res. V dolgoživi družbi je tretje življenjsko obdobje 30 do 40 let. To ni 2 leti, kot je bilo v času Bismarcka, če si dočakal penzijo, pa si dobival penzijo še 1 leto, 2. Kaj s temi 40 leti ni nas noben naučil? A vidite, vsi so nam postavljali cilje, prej starši v predšolski dobi, kam bomo šli na izlet, kdaj bomo jedli, kaj naj pobarvam in tako dalje. V šolskem obdobju seveda sledimo vsem tistim ciljem, ki nam jih drugi postavljajo. Tako tudi v službi se moraš prilagoditi ciljem, ne da te kdo sili v nekaj, ampak ni nujno. Ampak si v nekem kolektivu, si med sodelavci, si pri vodstvu, moraš tisto delati, kar zahtevajo od tebe. Ti postavljajo cilje od zunaj, imamo skupne cilje. A lejte, ko ste pa družbeno izločeni v tretjem življenjskem obdobju, vi nimate več skupnih ciljev. To pomeni socialna izločenost, to pomeni socialna smrt. Socialni smrti sledi tudi psihološka smrt. In katera družba je lahko zdrava, če ima 670 tisoč mrtvih trupel? Socialno izločenih ljudi. In tu vidite, so potrebne, jaz sem karikiram malo, poudarjam stvari, ki so iz prakse, iz naših analiz in raziskav univerze 38-letnega dela ugotovljene, zato, da zagledate ta absurd. Zakaj bi zavrgli en del človeškega kapitala? Zakaj bi ga zavrgli? Ker lahko igra eno komplementarno funkcijo mladim, srednje starosti, jih razbremeni z neko komplementarno funkcijo, da nudi tisto, kar zmore. In kot osnova, bi rekla, je rešitev pri roki. Kako bi rešili to dilemo? Jih izločamo socialno in si s tem nakladamo svoje breme. Mislim, da osnovno pravilo je zelo preprosto. Zelo preprosto. Pustite ljudem, da živijo dalje, ko se upokojijo. Da živijo dalje, da delujejo in da se učijo. Človek toliko časa živi, tudi naš slavni Štukelj, ko sem ga intervjujala, je rekel, vsi me sprašujejo, kako telovadim, da sem zdaj toliko čez 90 let že dosegel. Nihče me pa ne vpraša, da se jaz vsak dan učim. Vsak dan se naučim nekaj novega, dosledno. In, a veste, literatura pravi, tako kot je ptici prirojeno, da leti, in če ji peruti odrežemo, crkuje. Tako je tudi ljudem. Človek mora vse življenje se učiti in delovati. To je naša imanentna funkcija, ki nas loči, da zavestno do nekega cilja deluješ. To nas loči, to je bistvo učlovečenja. V živalskih vrstah tega ne najdemo. Mi ne učimo psa, ampak to je pogojni refleks. On ne razmišlja, kaj je smisel tega, da jaz to delam, a kakšen cilj moram doseči. Mi smo ga strenirali in deluje po pogojnih refleksih. Odrasli se pa odzibali do groba. Moramo učiti in moramo delovati. Vidite, tu bo mnogo inovacij moralo doreči delovno pravo, ki izključuje nas starejše. 40 let biti nesposoben za nobeno delo in biti, če delaš, si ilegalec. To, da izobraževanje v tretjem življenjskem obdobju ne spada v proračun, ne spada v ministrstvo za izobraževanje, je najbrž še vedno en izostanek v inovaciji. Včasih je treba kaj spremeniti, pa kako novo področje odpreti, kjer je veliko ljudi in veliko dobrega v dolgoživi družbi se nam obeta, če bomo dorekli, kako bojo ljudje pripravljeni na to, da po upokojitvi si sami postavljajo cilje. Ko kako znanko, ki se upokoji, vprašam, kakšne cilje, lepo si se upokojila, welcome to the company. Ampak kakšne cilje pa zdaj imaš? Pa me pogleda, pravi,
Cilje? Kakšne cilje naj bi imela? Saj sem šla v penzijo. Ja, se si jih moraš sama postaviti. Človek je ciljno bitje. Človek mora imeti strukturiran čas. Ker če nima strukturiranega časa, nima ciljev, nima tega pull on, propada. Cel tonus fizično propada, psihično propada. In potem govorimo o ljudeh, da so starejši v depresiji, da se povečuje, tako pravijo psihiatri, ko se pogovarja z njimi, podatki kažejo njihovi, da vsako desetletje po upokojitvi je več samomorov. Pa jih vprašam, zakaj? Ja, pravi, ker so stari. Nihče ne dela zaradi svoje kronološke starosti samomor, ampak ga dela zaradi posledic socialne izključenosti in blokade življenja, ko se upokojiš. Saj mi nobenega ne blokiramo, da ne sme delati, če ima rendito recimo na mesec 17.000 evrov, pa bi rekli, vi pa ne smete več delati. To se nas ne tiče, on ima rendito pač tako visoko mesečno. Ampak on še vedno lahko počne, kar hoče, ustvarja. Zdaj bi rekla, to sem z družbenega vidika poskušala utemeljiti, zakaj potrebujemo mi ta človeški kapital. Ker je človeški kapital tako pomemben kot energija danes, kot hrana danes v tej družbi. In danes človeški kapital mora obvladati novo tehnologijo. Prej je stroj obvladal nas. Stroj nam je povedal opis del in opravil, kaj bo ena delavka delala v predilnici, pa kaj bo delala v računovodstvu in tako dalje. A veste, danes nova tehnologija rabi vodjo, rabi tistega, ki zna umsko delati, ki je usposobljen, da se postavi na tehnologijo, da jo izčrpa, kar mu daje. A veste, imate lahko pameten telefon Samsung ali katerega drugega. Kaj vam pomaga, če samo telefonirati znate? Veste, kje kliknete, če vas kdo kliče, in veste, kje kliknete, ko hočete končati. A veste, vse funkcije so mrtve, če je človek mrtev, po znanju. In mislim, da jaz ta razmerja gledam, mislim, da se najprej moramo mi upokojenci spremeniti. Zelo bi nam pomagalo, če bo tudi tiste strukture, kjer mi ne sodelujemo, ker mi ne moramo nobene funkcije več imeti, nikjer biti odločujoči. Mi ne odločamo v družbi nič o ničemer. Da bi te strukture sprejele in priznale ta človeški kapital kot svojo pridobitev. Zato je dolgoživa družba. In če se vrnem pa zdaj tudi tako, bi rekla, z individualnega vidika, na pomen izobraževanja starejših. A veste, to je bil, novinarjem je bila to neka inovacija, vsak je želel napisati kak članek, to se je povsod objavljalo v 80-ih letih kot inovacija v Jugoslaviji, ampak vprašanje, ki so nam ga vsi postavljali, da smo že naprej vedele, kolegice, kaj nas bodo vprašali, pa kaj se je treba starim učiti, zakaj vi mislite, da se morajo stari učiti, se ne bo več v službi. To izhaja z ene družbene manipulacije, da se učiš samo tisto, kar dela zahteva od tebe. S tem si potem tudi zaokrožil, en del možganov si mečko razvil, tam, kjer si delal na tekočem traku in tako dalje, nisi želel si nič drugega. Ne? To je bilo dobro usklajeno, razumljivo v industrijskem obdobju, ampak ne danes v družbi znanja, ne danes v družbi velikih sprememb in velikih rizikov. Ko ti o nečem odločaš, tudi upokojenec, ko se o nečem odloča, on mora biti sposoben, da se odloči hitro in pravilno. Taki časi so, tak tempo je za vse, za mlajše, za starejše in za mladino. Saj tudi oni se morajo neprestano prilagajati. Starejši potrebujejo znanje in se izobražujejo predvsem zato, da opravičijo naš splošen princip, teden vseživljenjskega izobraževanja, vseživljenjsko izobraževanje smo sprejeli kot princip. Naj mimogrede omenim. Vseživljenjsko izobraževanje je UNESCO sprejel leta 1960 v Montrealu. 10 let pozneje, 1970, ko sem bila na univerzi v Torontu, smo že delali evalvacije, kako so države že uresničile v 10 letih vseživljenjsko izobraževanje. Jugoslavija je bila takrat 71. leta sprejela resolucijo, ampak za to resolucijo ni noben vedel, ker jo ni noben razumel.
jo je pa Zvezni svet Jugoslavije, izvršni svet, sprejel pod vplivom našega kolega Dragomira Filipoviča, andragoga, profesorja andragogike v Beogradu. Ampak to je bilo mrtva resolucija, če praksa ne razume tega, ne dojema tega. Danes pa še vedno govorimo, se vrabci čivkajo, vse življenjsko izobraževanje. Pa mi povejte, kako bo vse življenjsko, če se nimajo možnosti izobraževati ljudje v zadnjih 30 do 40 letih življenja. Ti jih lahko zapreš v eno komoro socialne izločenosti, ampak so obupno breme mlajšim generacijam. Zdaj, če pogledate, recimo, demografski podatki kažejo, da se število stoletnikov je skupina demografska, ki se najbolj hitro povečuje. Pa mladih milijonarjev, no, ampak to nas danes ne zanima. Ampak mi si mislimo, v Sloveniji pa ni tako. Ni res. A veste, od 60, na koncu 80-ih let, začetku 90-ih let je bilo 60 stoletnikov v Sloveniji. Zadnji podatki, ki so nam kazali Zavoda za statistiko, je bilo stoletnikov že več kot 300. A razumete, koliko krat se je tista številka pomnožila? Koliko odstotkov več je? In ti ljudje, mi jih ne moremo postaviti vse pa si misliti, kaj se bodo učili, kaj bodo delovali, saj so utrujeni, samo dom vidimo. To je tudi naš spodrsljaj, ker mi, ko na nekih javnih razpravah govorimo o starejših, potem vsi govorijo o patronažnih sestrah, starejši za starejše, da bolne vzdržujejo starejši, to bi bilo najboljše, ne? Ker potem ostale generacije so le malo razbremenjene, ampak če moramo vsi biti bolni, pol ne moramo eden drugega, če ni druge formule za nas. A veste, da smo sposobni dela, razmišljanja, odločanja, tako kot drugi, skupaj z drugimi. Vidite, v tem vidim tudi medgeneracijsko sodelovanje, da ne obravnavamo več starejših po teh šablonah bolnega in govorimo o bolezni, govorimo o dolgotrajni oskrbi, govorimo o domovih in pa se neha. Koliko domov bomo gradili? Tuj kapital vdira zdaj v Slovenijo, ker zunaj ne morejo več domov graditi, ker hočejo ljudje z novo tehnologijo doma živeti sami. Do skrajnega časa, ko bo šel v bolnico. Mala populacija. V Sloveniji imamo 3,4% starejših v domovih. Ampak mi govorimo tako, kot imamo 100% v domovih. Mi moramo, razmišljamo in na Univerzi za tretje življenjsko obdobje so bili naši cilji, da spremenimo kvaliteto upokojencev v 30-40 letih upokojitve. Nas je zanimalo, kaj bodo ti ljudje dali od sebe družbi in sebi. Vsak ima neke skrite talente, ki jih v karieri ni mogel uresničiti, veste. Kariera je včasih vrsta študija, ti nisi mogel kam drugam ali pa so te porinili tja študirati, potem si odkril, da bi nekaj drugega delal, pa nisi. Zakaj ne bi človek v 30-40 letih, kot v svetu, je druga kariera? In moram reči, da je univerza to drugo kariero začela omenjati. Ljubljanska univerza je šla na to, da imenujejo Modra univerza, zdaj letos ravno se je začelo jeseni, da bi starejši tudi lahko še kaj prišli študirati, če želijo. Zakaj ne bi šel nekdo slikarstva študirati? Zakaj bi hodil v samem študijski krožek, če je talent? A veste, to ni za zabavo, bo delal drugo kariero ali pa kaj drugega, ali pa bi bil lokalni novinar. Eden od naših študentov je bil prej pasnik v zaporu in je bil predčasno upokojen, ker ima beneficiran staž. On se je začel ukvarjati s fotografijo, videi, snemaje, novo tehnologijo, kot bi mu bila na kožo pisana. On je eden glavnih reporterjev, pa je upokojen. A veste, kakšna pridobitev, kakšna kvaliteta za ponudbo, za razmere, da se on lahko pojavi, kadarkoli ga pokličejo in tako dalje, uživa v drugi karieri. Zelo kvalitetni. Prej si je pa pokojnino zaslužil, ne? Tisto, kar je bilo v tistem okolju, kjer je živel, možno, manj razvitem. Vidite, izobraževanje in delovanje naj bi bilo odprto vsem. Delovanje pa zato, da lahko, če ne delujete, ne morete sodelovati pri odločanju.
pri odločitvah. Ker niste na tekočem, niste v življenje vpeti, veste sam, kaj je pri vas doma, pa kaj je v hladilniku. Takrat ne morete odločati. In Evropa pospešuje medgeneracijsko sodelovanje. Ampak, a veste, medgeneracijsko sodelovanje, mi ga zelo podpiramo in ga tudi imamo. Naše sodelavke so različnih generacij. Medgeneracijsko sodelovanje predpostavlja delovanje tistih, ki bodo sodelovali. Stari morajo najprej delovati, da bodo sodelovali z mladimi. Mi jih ne moramo v predavalnico dati, pa tam reči, zdaj pa nekaj tu eno temo si dobite, pa dajte to obravnavati, lepo vas prosim. Delovanje pomeni sredi življenja biti, srečati se sredi življenja. In zato morajo prevzeti aktivno vlogo starejši, nadaljevati na drug način. Nikakor ne službe, nikakor ne zapoln delovni čas, ampak dela, ki pa lahko rodijo nove službe za mlajše. In tu je medgeneracijsko sodelovanje. A veste, mi smo imeli en projekt, evropski je bil pri nas, kjer so naši študenti, upokojenci sodelovali z mladimi brezposelnimi, iskalci službe. Zelo uspešen. Po parih so bili en upokojenci, en mlajši, so se ujeli, bili so prijatelji, ampak mlajši je šel in je telefoniral tja in tja na to službo, ko mu je starejši povedal, naj se opogumi, naj telefonira. Ali včasih on mu odprl pot, je rekel, vas bo klical en mlad človek, ki išče prav takega, kot ga vi potrebujete. In tako dalje. Na koncu je bil uspeh zaposlitev visokega števila mladih, ki so sodelovali v projektu, so bili zaposleni. Zanimivo pa je, da je nastal en zelo odnos medsebojnega zaupanja. Leta niso bila važna, oni so bili prijatelji. Oni so se dobili v parku, oni so se dobili na kavi, oni so si vošli za rojsten dan in ta odnos se je nadaljeval in mnogi so rekli, moj prijatelj mi je umrl, mi je zelo hudo. Tako medgeneracijsko sodelovanje odprimo v življenje in ne ustanavljati centrov, sobe, kjer se bojo dobivali in pogovarjali, srečevali, zelo podpiramo pa centre občanov. To je tudi medgeneracijsko sodelovanje, lahko pa tudi šah igrata ali kaj drugega tam. Za sodelovanje resnično v življenju morata oba biti v tej areni življenja in delovati, da skupaj ustvarjata nekaj novega.